Najlepša hvala. Jaz sem Gaja Kravanja, zaposlena sem v laboratoriju Lasteh na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer raziskujemo, kako izbrati, sestaviti oziroma tudi uporabiti svetlobni meč za naslavljanje težav zdaj za reševanje. Bomo videli na koncu, ampak recimo od bolj vsakodnevnih, kot je na primer označevanje izdelkov, do dosti bolj tehničnih, kot je na primer zmanjševanje obrabe recimo v medicinskih vsadkih. Torej, če gremo na hitro čez načrt predavanja, si bomo odgovorili na vprašanje, kaj je svetloba, kako svetloba postane meč, in jaz bom svojega primila v roko, da lahko kažem, kaj lahko s tem mečem naredimo, pa tudi bom malo pokazala, kako mi raziskujemo, kako dejansko izgleda naše vsakdanje delo. Torej, če začnemo. Kaj je svetloba? Svetloba je elektromagnetno valovanje. Vede se lahko kot val ali kot delec. To je super definicija za fizike. Po SSKJ-ju je to, kar nam omogoča, da so predmeti vidni. Srečamo jo v vsakdanjem življenju, imamo različne vire, od sonca, recimo ognja, pa žarnice. Ampak to svetlobo ne moremo ravno uporabiti kot svetlobni meč. Zato potrebujemo lasersko svetlobo. In ker sem po izobrazbi in po duši strojnik, si radi pomagamo z malo bolj oprijemljivimi analogijami, primerjavami. Torej, v bistvu belo svetlobo si lahko predstavljamo tako, da naročimo 1000 pošiljk iz interneta in te pošiljke nam pridejo v zelo različnih oblikah, od kuvert do recimo škatelj, pa prvi dan recimo, da dobimo eno kuverto, drugi dan mogoče eno kuverto, pa eno škatlo in tako dalje. Kaj je pa razlika recimo v primerjavi z lasersko svetlobo? Z lasersko svetlobo naročimo teh istih 1000 pošiljk, pa teh pošiljk v bistvu je vseh enakih. Vse so take majhne kuverte in vse te kuverte dobimo hkrati. Torej, to pomeni, da so enobarvne, vse enake kuverte, dobimo jih vse hkrati, torej je koherentno, je pa tudi usmerjeno. Torej, da v bistvu vse te kuverte lahko stisnemo na en majhen prostor. Zdaj, zakaj ne uporabljamo navadne bele svetlobe, recimo, kot lasersko svetlobo, torej, da bi samo s prizmo tukaj ločili delce? No, ker en delček te svetlobe žal ni dovolj za to, da bi ta svetloba postala meč. Torej, k sreči pa so v bistvu nam priskočili v pomoč znanstveniki, ki so približno 60 let nazaj razvili napravo, ki replicira te poštne pošiljke. Torej, iz enega delca jih naredi tisoče oziroma tudi milijon. Rečemo ji, pač taki napravi rečemo laser. Zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker nam omogoča natančno fokusiranje na mikronske oziroma zelo majhne točke. To nam omogoča, da recimo režemo materiale ali pa mikrooblikujemo površino samega materiala. In z enako močjo, ampak drugačno porazdelitvijo, kot bomo zdaj videli, lahko dobimo v bistvu tak snop, da reže kovine ali pa pač obdeluje take površine. Nadalje, kako v bistvu to svetlobo, zdaj imamo to lasersko svetlobo, ampak kako dejansko naredimo meč iz tega? Torej, vsi smo v enem trenutku v življenju imeli povečevalno steklo v rokah, pa probali zanetiti kos papirja. Vemo torej, da če zberemo recimo sončne žarke, povečamo moč, začnemo tukaj lokalno spreminjati material. In manjše kot je gorišče, večja je gostota moči, torej več te svetlobe sončne se zbere v eni točki. Ampak zakaj pa uporabljamo laser in ne pač sončnega vira? Je mogoče zato, ker ste tudi probali to narediti na en lep sončen dan, medtem ko pa recimo, ok, danes bi bil sicer prijeten dan, ampak na deževen dan pač to žal ni mogoče. Uporabljamo zato laser, ker je natančen in ponovljiv in ker tudi recimo dosti raziskav delamo ob 6, 7 zvečer, ko sončne svetlobe v bistvu niti ni več. Kako zdaj v bistvu to svetlobo, ki jo imamo, vodimo v naših sistemih, da to postane meč? Torej, uporabljamo leče, kot v primeru zgoraj, zrcala, kot je prikazano tukaj, oziroma vlakna, kjer se v bistvu svetloba znotraj tega tankega, nekje kot lasu širokega vlakna, se v bistvu odbija in jo lahko nekako tudi ukrivljeno vodimo po površinah. Torej, s tem kontroliramo, kje in kako se ta svetloba širi.
Kako pa v bistvu iz te svetlobe, ki jo v bistvu vodimo kot nekakšen vodovod, kako postane to rezilo? To rezilo je v bistvu nastane, ko to svetlobo stisnemo s pomočjo leče na eno zelo majhno točko. In tej točki rečemo fokusna točka oziroma goriščna ravnina, če v bistvu vodimo to točko po površini. In tukaj je v bistvu tudi najmanjša površina tega laserskega snopa. Tukaj je tudi reakcija najbolj burna in nekako pride do tudi izbrizgov taline v interakciji z materialom in tako dalje. Zdaj, to rezilo nam omogoča veliko natančnost tudi v mikronih. Če si predstavljamo, da je las nekje premera 60 do 100 mikronov, moji so tam okoli 60 izmerjeno, je v bistvu natančnost te fokusne točke dosti manjša kot las. Tukaj recimo na tej sliki vidimo, da so znanstveniki v Celja Labu dejansko gravirali svoj logo na sam las. Po drugi strani pa recimo v podjetju Microtrace se ukvarjajo z graviranjem teh žilnih vsadkov oziroma stentov in tudi tukaj so v bistvu zelo natančni oziroma detaljni pač pri tem odstranjevanju materijala. Zdaj, kako pa tak navaden kazalnik oziroma laserski pointer temu rečemo, kako iz tega pridemo do orodja? Torej, če bi imela jaz zdaj na tem kazalniku recimo da 3 gumbe, torej za moč, da bi jo lahko povečala, da bi lahko zbirala obliko žarka, torej kje bi se dejansko ta žarek zbral skupaj, pa tudi kdaj, torej da bi lahko to nekako na hitro sprožila, bi kar hitro tudi tak recimo kazalnik lahko postal kar močno orodje. Zdaj, imamo pa meč. Torej, kaj lahko v bistvu ta meč naredi, torej ko svetloba sreča snov. Dejansko, ko pridejo te delci svetlobe do snovi, lahko pride do več interakcij, torej do odboja, kot smo videli v primeru zrcal, prej recimo to izkoriščamo za recimo za odbijanje svetlobe okoli površine. Potem imamo pojav absorpcije, kjer se v bistvu ta upadla svetloba vpije v material, pa tudi transmisijo. Vidim, da ni fonta tukaj. Aha, okay. Ja. Transmisijo, kjer pa recimo uporabljamo v lečah, kjer to svetlobo lahko dejansko zberemo na zelo majhno točko. No, v našem primeru svetlobnega meča se v bistvu ukvarjamo več ali manj z absorpcijo. In ko se te delci svetlobe absorbirajo v material, se večinoma pretvorijo v toploto. In v bistvu, če je naša točka recimo da malo večja, material le segrevamo. Zdaj z zmanjševanjem te točke ali pa z večanjem gostote svetlobnih delcev, torej da bi povečali moč te svetlobe, potem pridemo še do drugih interakcij z materialom, kot je recimo taljenje, izparevanje ali pa nastanek plazme. Zdaj, kako ta material odgovori? Ali veste slučajno, zakaj vidimo kovine kot barvne? Ok, bom jaz odgovorila zelo na hitro. Torej, v bistvu tukaj gre tudi za odbojnost oziroma za pojav, za razliko med absorpcijo pa v bistvu reflektivnostjo oziroma odbojnostjo materiala. In recimo za aluminij v tem primeru ali pa za srebro ga vidimo kot belega, zato ker večino upadle svetlobe se odbije. Torej, v bistvu imamo te dve krivulje tukaj. V vidnem spektru se obe odbijeta. Medtem ko pa zlato vidimo večinoma malo bolj rdečkaste barve, ker se v bistvu te krajše valovne dolžine, to pomeni bolj zelena oziroma modra barva, se pa vpijejo. Torej, ostanejo le bolj take rdečkaste, ki jih dejansko mi vidimo. Zdaj, ta naš meč nam omogoča dejansko obdelave na makronivoju, torej na velikem nivoju, kot recimo rezanje površin ali pa rezanje materialov ali pa varjenje materialov skupaj. Lahko pa uporabimo tudi isti ta meč za spremeniti reljef površine, kot vidimo na tej sliki tukaj. Torej imamo
od nekaj 100 mikronov, recimo da oblikic na površini, do v bistvu nekaj nanometrov, kar pomeni 3-krat do 6-krat manj v bistvu veliki dejansko so te izrastki napram tem. Zdaj, zakaj bi sploh mikrostrukturirali površine materialov? Površina materiala je v bistvu nekako kontaktna točka materiala z zunanjim svetom. In s tem, ko mi spreminjamo to površino, lahko spreminjamo tudi same lastnosti, ki niso mogoče materialne, ampak recimo, da pomagajo pri interakciji s svetom. In moramo se zavedati, da v bistvu nismo mi kot inženirji prvi, oziroma kot ljudje mogoče prvi, ki smo se na to spomnili. Ker lahko se samo ozremo okoli in v naravi prepoznamo dejansko celo vrsto takih mikrostrukturiranih površin, ki opravljajo najbolj raznolike funkcije. Torej v prvem primeru recimo, da imamo kapljico vode in na vrtničnem cvetu nekako ostane na površini, tudi če jo probamo otresti. Medtem ko pa v primeru lotusovega lista pa ta kapljica hitro zdrsne iz površine. V primeru morskega psa njegova v bistvu na površini nekako ima take majhne luskice, ki v bistvu ujame ta prvi sloj vode, kjer ostane gor in vsi ostali sloji vode dejansko zdrsnejo po tej površini in zato v bistvu zmanjša samo trenje prehoda čez vodo. Torej v bistvu porabi manj napora dejansko, da plava okoli. Tukaj pa vidimo metulja, kjer v bistvu površina njegovih krilc ima take majhne izrastke in kombinacija dolžine in pač upadle svetlobe na to površino dejansko naredi to, da mi vidimo ta krila kot vijolične barve nekje. Zdaj, v našem primeru pa v bistvu hočemo spreminjati lastnosti, torej topografijo oziroma kemijo samih površin. In spremeni lastnosti, kot je na primer omočljivost. Tukaj vidimo recimo lasersko strukturirane površine, to je kapljica in recimo, da osnovni material kapljice je take malo bolj sploščene oblike, medtem ko pa z laserskim strukturiranjem lahko dosežemo tako dosti bolj okroglo obliko. V primeru povečevanja trenja tudi lahko z tem laserskim snopom zarežemo take utore po materialu in naredimo to, da en drugi recimo material se težje premika po njemu, torej povečamo samo trenje oziroma adhezijo tega materiala. V tretjem primeru pa recimo spremenimo optične lastnosti same površine. Torej zgoraj imamo primer nerjavnega jekla, bakra, aluminija ali pa medenine, kjer v bistvu z različnimi temi laserskimi parametri oziroma nastavitvami tega noža dosežemo razne barve same površine. Zdaj, možnosti uporabe takih površin recimo najdemo v biomedicini, energetiki ali pa tribologiji oziroma vedijo nekako trenju v površinah. No, zdaj pa smo nekako sestavili skupaj ta svetlobni meč. Bi vam rada pa pokazala, kako mi raziskujemo, torej kako mi načrtujemo ta mikro-nano-relief v odvisnosti od ciljne aplikacije in kako nam topografija narekuje, torej oblika površine narekuje vedenje kapljic, trenje ali pa recimo celično adhezijo. No, v prvi fazi imamo fazo načrtovanja, kjer se odločamo, ali bodo raziskave malo bolj bazične, osnovne ali pa na aplikacijo, recimo usmerjene raziskave. In to izgleda tako, da se v bistvu sodelavci usedemo skupaj, bodisi mogoče na sestankih s podjetji, ali pa dejansko pred kavomatom pridejo tudi najboljše ideje, mogoče kakšenkrat. In nekako probamo opredeliti ta naš raziskovalni problem in probamo tudi razumeti to ciljno aplikacijo, katero naslavljamo. Torej, v bistvu tukaj pride najbolj do izraza ta interdisciplinarnost našega dela, ker v bistvu ni samo poznavanje teh interakcij, kjer smo jih v bistvu zdaj mogoče na hitro pregledali,
ampak dejansko tudi, kaj hočemo s tem mečem narediti, torej kako dejansko rešujemo težave. Zdaj, v drugi fazi imamo fazo izdelave, kjer v bistvu postavimo naše vzorce pod laserski snop in dejansko naredimo neko strukturo. No, v tretji fazi pa imamo fazo vrednotenja površin, kjer pa take površine nekako pregledamo in vidimo, če so ustrezne, in glede na rezultate teh testov se vrnemo ali v prvo fazo ali pa v drugo fazo, dokler ni površina dovolj dobra, da opravlja svojo aplikacijo. Zdaj tukaj mogoče se bo kdo vprašal, kako se kličejo te parametri. No, jaz bi tukaj rekla, da se z mojim soraziskovalcem srečujemo z največjimi problemi, kako dejansko smiselno poimenovati take stvari, ker recimo čez pol leta, če gremo še enkrat mogoče ponavljati raziskave ali pa mogoče kakšno dodatno funkcijo nekako probati iz takih parametrov dobiti ven, potem je smiselno, da ima, mislim, da nekako so bolj taka opisna imena, ampak nikoli ne uspemo dejansko vsega opisati. Tako da mogoče predmet, ki sem ga najbolj pogrešala na fakulteti, pa mislim, da ga noben ne uči, je dejansko kako smiselno poimenovati take datoteke. Tako da mislim, da vsak, ki je imel neko znanstveno delo, se bo tukaj strinjal z mano. No, kakorkoli. Če gremo čez fazo načrtovanja, nekako bolj določimo v odvisnosti od aplikacije tak tip meča. Torej, v tem primeru se reče pri nas to eksperimentalni sistem, kjer imamo v bistvu na levi strani, desni, okay. No, shemo takega eksperimentalnega sistema tukaj pa je dejansko, kar mi uporabljamo za strukturiranje. Torej, imamo vstopni žarek, ki pride iz dejansko laserja ven, tukaj čez vlakno, v razširjevalnik žarka, kot ga vidimo tukaj, in ga vodimo do, se reče, skenirne glave, v kateri sta dva zrcala, ki v bistvu odklanjata ta laserski snop po slikovni ravnini oziroma po tem skenirnem območju, se reče. Na koncu pa ta laserski snop dejansko stisnemo z F-theta lečo, kjer pa to dejansko nam naredi, da ta snop postane rezilo. Na to določimo same lastnosti meča, torej tip meča je zbran, ampak recimo, da procesni parametri lahko še določamo mogoče kakšen bo tip rezila. Torej, poznamo laserske parametre, kjer recimo določamo valovno dolžino samega laserja, moč laserja, čas trajanja posameznega pulza oziroma nekako vala teh svetlobnih delcev, pa v bistvu kako hitro se bo to ponavljalo. Po drugi strani pa imamo tudi oblikovne parametre, torej v bistvu, ki nam določajo, kakšna bo dejansko na koncu ta oblika interakcije s površino. In kot najbolj pomembna je tukaj trajektorija. Tukaj vidimo recimo obliko spirale, ampak lahko imamo različno, recimo QR kodo, lahko vlečemo črte, lahko vlečemo kroge. In v bistvu to nam definira, kako se bo ta v bistvu laserski snop tukaj dejansko premikal po naši površini in bo označeval oziroma izdeloval tak mikrorelief. Zdaj lahko določimo tudi hitrost, torej kako hitro se bo ta laserski žarek premikal po tej trajektoriji, pa kolikokrat, torej število polomitev, kolikokrat bo dejansko šel čez enako trajektorijo, zato da recimo naredimo globlejše kanale. No, na to pa poiščemo Lego rezila, torej tukaj se začne nekako malo bolj eksperimentalni del. In v prvem primeru, mislim, v prvi fazi moramo poskrbeti zase, ker so vsi naši sistemi eksperimentalni, niso zaprti, moramo v bistvu ob vsaki interakciji s takimi laserji, ker so malo bolj močni, nositi zaščitna očala. In moramo poskrbeti tudi za varnost drugih, ker so taki sistemi zaprti v sobah, kjer rečemo temnice, in v bistvu z vžigom takih luči dejansko sporočimo našim sodelavcem, da mi delamo s tem laserjem, tako da če hočejo vstopiti v to sobo, morajo v bistvu tudi oni nositi očala. No, in nadalje pač poiščemo Lego tega rezila, kjer v bistvu
obdelovanec peljemo recimo da gor in dol, glede na snop, tukaj je video. Vidimo tukaj, da ko peljemo obdelovanec gor in dol, pač je interakcija z materialom najbolj v bistvu burna v točki te fokusne ravnine. Sej, če bi tudi čuli, bi vedeli, da tam začne vse skupaj cvrčati, dejansko lahko odokativno oziroma čezpalčno, torej vizualno ali pa tudi zvokovno določimo, kje ta točka je. No, nato spustimo ta naš meč na vzorec, torej ga mikrostrukturiramo, recimo, da v praksi ni zvoka, ampak je to kar burna reakcija in v bistvu moramo tudi v tem primeru zagotoviti to, da odpihuje take delce stran od naše optike, da je slučajno ne poškoduje ali pa da v bistvu hladimo sam vzorec, recimo. No. V tem primeru je šlo smo obdelovali piton, v drugem primeru tukaj gre za obdelavo samega stekla. No, če bi to čuli, bi čuli, da je dosti manj. Ja, ni problem. Mislim, bom nekako opisno probala povedati, da je to malo manj burna reakcija, ampak vseeno, recimo, da vedno poskrbimo, da material nekam gre, torej ga vlečemo stran, ga odsesujemo. No, tukaj pa recimo sam obdelovanec vrtimo glede na lasersko svetlobo in vidimo, da tukaj je prišlo do zanimivega resonančnega pojava, ker tukaj pa pihamo, zato da ta vzorec hladimo, ker je zelo majhen in v bistvu bi, če ne bi pihali, bi ta vzorec se hitro dejansko upognil in ne bi mogli več nič narediti. No, take laserske sisteme pa lahko postavimo tudi recimo na robotske roke, kjer v bistvu isto lahko z uporabo take skenirne glave pa vlakna, ki pride tukaj od zadaj, nekako mikrostrukturiramo površine. No, nadalje te rezultate, torej te površine preverimo na hitro in tukaj je 95% iteracij, jih preverimo pod optičnim mikroskopom, torej da na hitro pogledamo, kaj smo naredili. Zdaj, natančnejše preučevanje takih površin v bistvu naredimo pod elektronskim mikroskopom, ki nam v bistvu omogoča večje povečave. Ali pa določene kemijske analize, zato da vidimo, koliko se je struktura same površine spremenila. Zdaj, odvisno pa od ciljne aplikacije lahko preverjamo še omočljivost, torej kako kapljica stoji gor, trenje med določenimi površinami, adhezijo, koliko dobro se primejo materiali na njo ali pa biokompatibilnost, kjer recimo postavljamo gor bakterijske ali pa celična gojišča. No, tukaj pa so še primeri takih mikrostrukturiranih površin. Tukaj gre za ploščico aluminija. Na tej strani imamo nestrukturiran aluminij, torej osnoven aluminij in vidimo, da je tudi v tem primeru kapljica bolj zloščena. Tukaj pa je recimo makroskopska slika površine. Tukaj pa smo na površini v bistvu naredili take utore, se vidijo tukaj v prerezu, ki pa omogočajo, da ta kapljica dejansko bolj stoji na površini, oziroma se reče, da njen kontaktni kod s površino, torej dejansko, kje se ona oprijema površine, je večji. Torej prej zdrsne iz take površine. Mikrostrukturiramo tudi steklo, kot smo lahko videli prej, kjer v bistvu delamo take majhne luknjice po površini. In aplikacija tega je, da take luknjice ne vidimo s prostim očesom, ampak ko recimo posvetimo iz strani, kot je tukaj tak trial and error oziroma quick and dirty rešitev, dejansko vidimo nek vzorec tukaj. In to recimo pride v poštev za take, se reče, pasivne displeje, kjer v bistvu ne rabimo cel čas vira svetlobe, zato da bi nekaj hoteli pokazati.
Zdaj, zaradi vse večjih potreb po elektrifikaciji pa v bistvu krmiljenju samih procesov imamo vedno več elektronskih komponent in v bistvu signali potekajo večinoma po takih bakrenih žicah. In pojavi se izziv ali pa težava, recimo, da hočemo določene komponente dejansko zaščititi pred zunanjo atmosfero. In zato recimo take bakrene kontakte probamo mikrostrukturirati, da se v bistvu lepo zalijejo in nekako zaščitijo te krmilne komponente, ki so na drugi strani. Recimo, da tukaj pa imamo na primer titana, kjer v bistvu smo izdelovali take mikroluknjice po površini. In v tem primeru smo želeli v bistvu zmanjšati trenje v primeru medicinskih vsadkov oziroma bolj natančno tukaj bi šlo za kovčne vsadke oziroma vsadke v kovkih. Zdaj mikrostrukturiramo tudi pač take malo bolj eksotične materiale, bi rekli, kompozitne. Te do zdaj so bili dosti vsakdanji, torej kovine pa steklo. No, za primer magnetoreoloških elastomerov, to je bilo moje doktorsko delo, pa imamo v bistvu mehko osnovo, ki je večinoma tak silikon, lahko rečemo, v kateri so ujeti taki majhni, drobni magnetni delci. In ko tak material izpostavimo magnetnemu polju, se v bistvu te magnetni delci poravnajo glede na smer magnetnega polja, ki je pač izpostavljeno. In v našem laboratoriju smo v bistvu bili prvi na svetu, ki smo dejansko z lasersko svetlobo oziroma z mečem uspeli mikrostrukturirati take površine. In tukaj recimo vidimo v tlorisu različne oblike, ki smo jih uspeli izdelati. Tukaj pa vidimo recimo eno tako mikrostrukturo tudi na elektronskem mikroskopu v prerezu, kjer v bistvu ta temnejša območja so ta silikon, medtem ko pa te svetlejše pikice pa so dejansko te magnetni delci. No, in tukaj vidimo v bistvu odziv takih materialov na magnetno polje. Tukaj vidimo take lamelice v bistvu v prerezu, kjer brez magneta stojijo ravno gor. Ampak čim recimo, da dodamo magnetno polje, vidimo, da se v bistvu pogibajo s smerjo magnetnega polja. Torej tukaj je magnetno polje v to smer, pa se lamelice že upogibajo. Tukaj v bistvu nimajo več kam iti, ker je smer magnetnega polja, kot vidimo, pač tukaj so že v navadnem magnetu lahko recimo, da izpostavimo material različnim smerem tega magnetnega polja, kot tudi recimo na tem posnetku spodaj, kjer v bistvu počasi premikamo magnet pod površino in se te lamelice dejansko dvigajo pa spuščajo. No, in tukaj recimo, da smo uspeli po dolgih mesecih preizkusov dejansko dobiti neke take lepe površinice in smo jih hoteli v bistvu kar takoj v laboratoriju preizkusiti. Spodaj imamo magnet, ki smo ga kar vpeli na ročni vrtalni stroj oziroma bormašino in smo probali v bistvu vrteti to pa videti, kaj se dejansko naredi. Postavili smo kapljico gor in v tem primeru smo uspeli dejansko združiti dve kapljici. Po drugi strani pa smo recimo hoteli s tako mini površinico, to so iste lamelice, pač tukaj je magnet in dejansko smo uspeli nekako prestaviti kapljico iz ene na drugo površino. Zdaj, to so prvi preizkusi, ampak recimo, da taki preizkusi, pol, ko sestavimo tak primeren eksperimentalni sistem, kjer to lahko lepo posnamemo, pa v bistvu iz tega nastanejo nekako take bolj znanstvene raziskave oziroma objave v člankih. No, tukaj smo uspeli z različnimi parametri hitrosti vrtenja takega magneta dejansko ločiti kapljevino od trdnine. In to smo tudi objavili v članku, tako da
pač je v angleščini, ampak je v bistvu cela poanta v tem, da se v bistvu z različnimi parametri lahko premikamo ali kapljevino, ali trdnino, ali pa pač oboje na enaki površini. No, in v bistvu tukaj so še utrinki raziskovalnega dela, torej nekako bi rekli zakulisje tega, kako dejansko izgleda naše raziskovalno delo, ampak ker ni audija, bo to dosti manj zabavno za publiko. Ampak recimo, da tako izgleda naša temnica, stopimo not, je svetloba. Tukaj laser v primeru, mislim, da smo mikrostrukturirali aluminij, ampak oddaja take čudne, žalostne zvoke. In jaz sem pač komentirala, da v bistvu bomo srečali zdaj trenutno najbolj žalosten pač laser na tem svetu. Tako da, in v bistvu v tem drugem primeru gre za to, da smo hoteli, v bistvu smo delali za industrijo eno serijo nekih kontaktov, bakrenih smo strukturirali in tukaj je v bistvu posneto 1 ura nekako dela, tako da se lahko prelevimo tudi v robote, če je treba nekako taka ponavljajoča dela izvajati. V tretjem primeru pa v bistvu hočem svojega soraziskovalca dejansko opozoriti, da ni prižgal luči, čeprav je laser dela nekako. Si pozabil upaliti luč? Ampak ja, no tako zgleda, ko šestkotnike risam, mislim, dvostnikotnike smo imela na prehiter pointer. In tukaj sem ga vprašala, kaj delava. In najprej je rekel, da imamo določene probleme, potem smo nekako uspela to nasloviti. Kaj delava? In v bistvu ga sprašujem, kaj delava, in mi je odgovoril baterije. Sem rekel, ma ne! Tako da pol smo začeli pač mikrostrukturirati to površino. No, tako da v bistvu gre tukaj za svetlobni meč, ki rešuje oziroma naslavlja težave, ne za boj sithi, če si vzamem analogijo iz Vojne zvezd, upam, da me ne bo Disney nekako tožil, ampak gre pri nas za boj proti obrabi, koroziji oziroma izgubi energije. No, tukaj bi se pa rada zahvalila vam za pozornost.